Živijo punce! Danes v tem videu vam bom pokazala svojo osebno skincare routine. Veliko vprašanj sem dobila na to temo, tako na Facebook, nekatere ste mi poslali vprašanja in vaše dileme tudi na moj e-mail račun. Večina tem sporočilom je bilo skupno to, da bi rade imeli lepšo kožo, pa ne veste točno, kaj morate narediti za to, da bo temu tako. In sem nekako dobila občutek, da mogoče je smiselno, da zberem vse skupaj, kar vem, kar moja buča premore v en video in delim to tudi z vami. En video na to temo že imam, posnela sem ga približno leto nazaj, tako da bom tudi pod tem videom pustila povezavo direktno do tega videa, zato da se ne ponavljam preveč. V tistem videu razložim na dolgo, zakaj mislim, da nekatere stvari pripomorajo oziroma pomagajo k lepši koži, tako da zdaj ne bom še enkrat ponavljala vsega tega od začetka. Če te zanima, kaj sem imela takrat za povedati, kot rečeno, klikni spodaj pod video oziroma tudi sem gor bom dala direktno povezavo. Zdaj v tem videu pa lahko pričakuješ aktualne izdelke, ki jih uporabljam, kako so mi spremenile kožo, zakaj sem se sploh zdaj tukaj usedla in odločila, da posnamem nov video z novim materialom, z novimi izdelki in skratka, malo bolj frišna situacija, lahko rečemo. In seveda, če te zanima, če si tudi sama v dilemi, kako lahko svojo kožo zboljšaš, potem absolutno glej video naprej. Kot prvo, kar se je spremenilo takrat, ko sem nazadnje sedela pred kamero in razlagala o svoji koži, se je spremenilo to, da sem bila vmes svojo kožo izredno nezadovoljna. Nikoli nisem imela teh groznih aken ali kakorkoli, hvala Bogu. Ampak konstantno sem imela razne mozolčke, podkožne in tako naprej, tukaj dol po čeljusti in pa drobne pikce posute po čelu in na splošno skoraj povsod, okej? Tako da, kar sem naredila je, da sem obiskala dermatologa in najpomembnejša stvar, ki sem jo odnesla od nje, torej od zdravnice za kožo, je bila ta, da so se pogovarjale, torej kaj točno jaz uporabljam, tudi izdelke sem takrat prinesla s sabo in ji pokazala. In potem nekako po nekem kratkem pregledu in opisu situacije moje kože, mojega stanja, nekako ona predlagala, da bi vse izdelke zamenjala. Torej, vsi izdelki, ki sem jih takrat uporabljala, niso bili po njenem kriteriju v redu. Razlog za totalno zamenjavo izdelkov je bil po njenem mnenju ta, da naša problematična koža, torej če imaš tudi sama probleme z svojo kožo na obrazu, ne prenaša dobrih izdelkov, ki jih kupimo v drogeriji. Razlog, zakaj je pa tako, je pa to, na kratko, ker so te izdelki narejeni tako bolj splošno, okej, in ne s pomočjo znanstvenikov, dermatologov, laboratorijev in tako naprej in tako naprej. Ona mi je priporočila nove izdelke, ki jih še danes uporabljam. Druga naslednja informacija, ki jo moraš vedeti, je, da moja koža ni zdaj kar popolna in da se nisem znebila vseh svojih težav, ampak sem pa opazila, da je veliko bolj zadovoljna, kar se tiče, ne izloča več toliko sebuma, torej ni več toliko mastna, se ne toliko nesvet in ne delajo se mi več tako zelo podkožni mozolji, kakor so se mi prej, torej zamašene pore. To je definitivno največja razlika, kar sem jo opazila, oziroma te dve največji razliki. In glede na to, da je moja koža predvsem problematična na površju, torej povrhnca, zaradi teh drobnih pikic, je predlagala, da ko mine sonce, ko ne bo več poletja, da pridem na en peeling, ki bo odlušil povrhnco in se bo potem začela ona obnavljati in tako naprej in tako naprej. Ampak to je že druga zgodba, to bom naredila, če bom naredila po zimi. Zdaj predvsem, torej kot obljubljeno, danes vam bom pokazala, katere izdelke uporabljam, v kakšnem vrstnem redu, zakaj je namenjen torej določen izdelek k čemu in malo povedala tudi, kaj torej ta izdelek naredi, okej? Tako da prva stvar, ki jo nanesem zjutraj in zvečer na svoj obraz, je od znamke Avene. Gre pa pravzaprav za čistilno kremo, dobesedno čistilno kremo. Tekstura je izredno mehka in izredno prijetna, ne vsebuje nobenih dišav, ne vsebuje nobenega mila, ker milo ni fajn, baje da ni fajn, okej. Na splošno je ta produkt fajn za vse tiste, ki imamo težavno kožo, ki imamo razne akne in ogrce in tako naprej. Poleg tega je pa ta izdelek namenjen koži, ki je bila medicinsko zdravljena zaradi raznih aken in ostalih problemov. In kar še piše je, da celotna zadeva tako čisti, da kožo umiri, jo tudi naredi bolj suho, torej za vse punce, ki imamo veliko tega sebuma in na splošno se svetimo. Tako da jaz sama s tem izdelkom sem izredno zadovoljna, ker naredi vse, kar mora narediti, torej je učinkovit, odstrani ves make-up in hkrati to naredi na nežen način, torej da koža ostane taka mehka in hkrati suha. Tako da
Pride v 200 ml pakiranju, cena mislim, da je približno 15 €. Točno ceno bom pobrskala in poiskala in jo pustila spodaj pod videom. In ga mi je že skoraj čisto zmanjkalo, tako da mora biti kmalu ponovga. Naslednja stvar, ki jo uporabljam redno, ravno tako 2-krat na dan, takoj po tem, ko umijam obraz, je od Aveneta toner. Kar naredi je, da dodatno matira kožo. Ta tonik je perfekten za tako kožo, ki se res ekstra sveti in povzroča veliko sebuma, ker takrat, ko se ustvarja veliko sebuma, je tudi možnost nastajanja aken in ogrcev večja, ker se pore mašijo. Tako da, to je druga stvar v moji rutini. Potem pride na vrsto krema, a ne? Fajn je, če imaš tako, ki vlaži tvojo kožo, z vlažilno kremo nikoli ne moreš faliti, če je tvoja koža mastna. Zdaj, jaz uporabljam 2 kremici, dejansko tale prva je ne toliko namenjena vlaženju, ampak spet temu tretmaju, da preprečuje nastanek aken in ostalih nepravilnosti. Je od znamke Bioderma, tudi to dobiš v lekarnah. Gre pa za njihovo Sebium Global, kar naredi je, da preprečuje oziroma odstrani vse razne te nepravilnosti, kot so mozoljčki, podkožni mozoljčki in pa blackheads, torej ogrci. Praktično vse, kar imaš na površju kože in ne bi smel biti tam, zadeva posuši. Noter ima tudi zdravilo proti aknam, tako da res super zadeva, nimam pripomb in tej kremici sem predvsem zelo hvaležna, ker ko imam probleme, ona poskrbi za to, da jih nimam več. Druga krema, ki jo jaz uporabljam, zdaj predvsem zjutraj največkrat, tale recimo, da je nekje zvečer na mojem meniju, ta pa pride v poštev zjutraj. Primerna je za takrat, najprej gre za znamko Kolistar, primerna je pa za takrat, ko smo bile veliko na soncu, smo se izpostavljali torej sončnim žarkom, torej zdaj po poletju, ker kar počne je, da vrača s temi vitamini nazaj koži vlago in celi vse razne poškodbe, ki jih je utegnilo sonce narediti na našem obrazu. Naslednja stvar, ki jo uporabljam zdaj komaj nekaj dni, ampak že opazam spremembo oziroma sam občutek je ful fajn na koži, je olje. Zdaj, veliko ljudi bi mislili, da če imaš mastno kožo, zakaj bi zdaj hotel še olje dati na obraz, ampak to je čisto zmotno, zaradi tega, ker olje ti ne bo zmastil dodatno kože. To je zagotovo. Je pa res fajn, da ga je boljše nanesti zvečer kot zjutraj, ker koža bo potem nekaj časa ne mastna, ampak taka navlažena in potem, če bi dal make-up, skratka, boljše zvečer. Je pa tole olje od Melvite in pred kratkim je izdala Melvita polno kolekcijo, pravzaprav kolekcijo različnih olj. Vsako olje ima pravzaprav svoj učinek, arganovo olje. Tale moj oljček je od črne kumine. Od črne kumine, hladno stiskane črne kumine, in kar naredi je, da očisti kožo in preprečuje, da bi se mastila oziroma preprečuje nepravilnosti. Jaz ga s krožnimi gibi umasiram v svoj obraz in poženem kri po obrazu, preprečam nastajanje gubic s tem, ker kri zacirkulira in hkrati naredim še eno masažo tako, ki je prijetna, tako da je še en tak ritual in vse skupaj moram reči, da mi je res všeč, tudi moji koži je všeč, ker potem ostane taka mehka in navlažena in skratka res dober občutek na koži. Punce, naslednja stvar je peeling in pa maska. To počnemo približno enkrat na teden, oziroma jaz rada počnem enkrat na teden. Peeling predvsem kar naredi je, da da to povrhnjico nežno stran. Umasiraš ga torej prav tako z prsti, s krožnimi gibi, malo mlačne vode, eno masažo narediš in kar narediš je, da pomagaš koži, da se pore odprejo in na splošno, da se koža prečisti. Tudi naredi bolj tako mehko teksturo kože. In tale moj peeling od Bioderme je še posebej primeren za torej mešano do oljnato kožo, prav tako je brez parabenov in hipoalergenik. Hipoalergen po slovensko. Peeling uporabljam torej enkrat na teden in ravno tako enkrat na teden posežem po maski. Tale je znamke Comfort Zone, dobi se jo v salonih, pri kozmetičarkah določenih, Najraje si naredim vlažilno masko, torej vlaga po mojem mnenju nikoli ni dost, sploh kar se tiče kože, ker s tem, ko vlažimo našo kožo, naš obraz, preprečujemo nastajanje gub in ostalih problemov, tako da vlaga, you go. Nanesem si jo pa praktično po celem obrazu in tudi malenkost po vratu in piše sicer, da jo pustiš gor 10 minut, ampak jaz si jo vedno pustim malo dlje. Včasih grem tudi celo spat z njo, tako da
Ok. Še zadnji izdelek, o katerem bom govorila o moji negi obraza, je od Mario Badescu Skincare Facial Spray, torej sprej za obraz. Tega nanesem vsakič, ko si naredim make-up, oziroma tudi takrat, ko želim malo osvežitve in nimam tudi nič na obrazu. Preprosto se samo parkrat pošpricam po obrazu z njim. Vsebuje razne učinkovine, blažilne, spet za našo kožo, in če ga uporabiš tako, kot sem ga jaz zdaj, torej po make-upu, na make-up zdrži dlje časa na tvojem obrazu. Kožo navlaži, jo nahrani in jo tudi v trenutku poživi, tako da če želiš malo tiste dodatne osvežitve, je to ena od stvari, ki pride zelo prav, tudi v poletnem času. Mi je prišla zelo prav, kot lahko vidiš, je že skoraj ni več. In s tem nekako je moja nega in moja rutina večerna in jutranja zaključena. Tako da upam, da ti je bil ta video koristen, da si našla tudi kakšne smernice zase. In ne pozabiti, če nisi zadovoljna s kožo, bo to minil, to ni najhujša, to ni svetovna težava. Kar hočem povedati, punce, je to, da če trenutno nisi zadovoljna s svojo kožo, da to absolutno ne pomeni, da si kaj manj lepa. Ne te v en mozolček, 2 ali pa 5 ali pa ogrci ne prepričajo nasprotno, ker pri človeku šteje še marsikaj drugega, kot sam kako izgleda. Je res? Je pa čisto res, da naša samozavest izhaja tudi iz tega, kako se počutimo, kako izgledamo. Tako da hočem ti povedati samo to, da ne obupati, za vsak problem se najde rešitev, tudi za tvojega, tudi za tvojo kožo, za našo kožo, mojo, kakorkoli. In vse, kar moraš narediti, je, da se malo posvetiš problemu, raziščeš, najdeš prave izdelke, pojdi v lekarno, poskus zamenjati kakšen izdelek, vem, da imajo testerje, naj ti jih dajo, ker zato jih imajo. In ne pozabiti, da bo na koncu dneva vse v redu. Ok? Gledamo se v naslednjem videu, punce, uživajte do takrat in čau!